vsekakor poziv k temu, da resorji bolj poglobljeno sodelujemo pri oblikovanju politik, tako pri prometni, prostorski in drugih politikah, kot so tudi delovna mesta, oblikovanje delovnih mest, policentrični razvoj. Na vse zadnje tudi recimo davčna politika, kako to vpliva na rabo prostora in na organizacijo prometne aktivnosti v prostoru. V resnici je naš cilj poiskati vsa tista urbana središča, kjer obstaja potencial za izgradnjo hitrih kolesarskih oziroma zmogljivejših kolesarskih povezav, ker to ne more biti ista kolesarska povezava kot za vse ostale kolesarje. Se pravi, projekt celostno urejanja v prometnih koridorjih in vozliščih dejansko obravnava sprego prometnega načrtovanja in slovenske poselitve, ki je nekoliko specifična, namreč imamo zelo razpršeno poselitev in osnovna ideja projekta je, da bi ob vseh morebitnih bolj masovnih gradnjah poskušali izboljšati poselitev po prometnih koridorjih oziroma v tako imenovanih vozliščih, to je v kilometrskem pasu od železniških postaj, kjer lahko zagotovimo učinkovit javni potniški promet. Znotraj samega vozlišča pa raznovrstne storitve, prijetno okolje za bivanje, zelene površine in nasplošno infrastrukturo, ki bi spodbujala aktivne oblike mobilnosti, to sta predvsem hoja in kolesarjenje. V okviru projekta Life Care for Climate je eden izmed 6 stebrov tudi steber trajnostna mobilnost, v okviru katerega sodeluje 6 projektnih partnerjev. Koordinator oziroma vodilni partner tega stebra je Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Direktorat za prometno politiko. Skozi sistemske rešitve smo pripravili ogromno nekih strokovnih podlag, poglobljenih analiz, usmeritev, smernic, priročnikov, s katerimi želimo vplivati na to, da se na sistemski ravni nekako rešuje problematika celostnega prometnega načrtovanja. Želimo kot delodajalec postaviti boljše pogoje za zaposlene, tako kot tudi za obiskovalce, za uporabo trajnostnih oblik mobilnosti za prihod na delo. Pri tem uvajamo napredne, na strokovnih spoznanjih utemeljene ukrepe, ki bi lahko postali dobra praksa tudi za druge institucije. Zaključek okrogle mize izhaja iz samega uvoda okrogle mize, in sicer, da promet ni samo promet, da na promet vplivamo iz številnih aspektov lahko in da smo tudi v preteklih desetletjih razvijali prostor, poselitev, storitve v prostoru in tako naprej, na način, da je to vplivalo tudi na promet. Skratka, zelo hitro se je pokazalo, da je pomembno usklajevati prostorsko načrtovanje in prometno načrtovanje v smislu zmanjševanja potreb po potovanju in olajšanju dostopnosti storitev, delovnih mest in tako naprej, in da nas glede tega čaka kar nekaj priložnosti tudi v smislu gradnje novih stanovanj in tako naprej. Torej, kako jih bomo gradili zaradi tega, da ne bomo ustvarjali novih prometnih tokov oziroma poslabševali situacije na tem področju.